Fajn, inspiracijski podcast z Majo Monroe. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas vsak teden dvigujemo z zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli in so pri tem tudi uspešni. In danes je z mano slovenska igralka, nagrajena, mama 3 otrok in žena, Mojca Fatur. Mojca, pozdravljena. Živijo, lep pozdrav vsem, hvala za povabilo, me zelo veseli. Mojca, veš, kaj me zanima? Ker za začetek me zanima, kdaj se je pri tebi začela ta zgodba o igralski karieri v glavi snovati? Si vedno vedela, da boš šla po tej poti, ali je to prišlo enkrat kasneje, po kakšnem vzoru? Kako je bilo pri tebi? Ne, to je prišlo v bistvu zelo spontano in mogoče celo nepričakovano. Sicer mama je vedno pravila, da so ji vzgojiteljice v vrtcu in pol v mali šoli govorili, če boste kam hčerko usmerjali, jo pa le dejte v igro, ker sem očitno imela tam zelo plastične te prosto igro. Ampak ne, kot otrok sem v najzgodnejši fazi sanjala o tem, da bom smetarka, ker me je blazno fasciniralo, ko so šli mimo in so se samo držali tam zadaj in se mi tako zdelo wow. Pol v enem obdobju, ko sem jaz bila ogromno v bolnici, se mi je zdelo, jaz bi tudi bila zdravnica, bi pomagala otrokom. Eno fazo se mi je zdelo tako super biti učiteljica, ampak najdlje me je pa držalo in sem bila tudi prepričana, da bom šla v bistvu na likovno akademijo, ker sem vedno zelo rada ustvarjala. Moja soba je bila, meni se je zdela kot atelje, moja mama bi vam rekla, da je bilo bolj kot skladišče ali smetišče. Celi kupi gline, nekih materialov, ko smo šli ven, sem vedno nabirala vse sorte, pa polžje hišice, pa kosti živalske, pa sem pol to izdelovala, razne, ogrlice, oljne barve in tako. In pa sploh ne vem, v gimnaziji, ker v Izoli, kolikor je lepo odraščati na obali, je bilo vsaj v mojih časih izjemno malo nekih aktivnosti, če glih nisi bil športnik. V bistvu glasbena šola, kar jaz nisem hodila, in pol, likovni krožek v šoli. In pa smo pa imeli gledališko skupino, ki je bila še najbolj tako, pač krožek, je bil krožek z učiteljico likovne vzgoje, ne. To je bila pa prav tako skupina, ki so prihajali iz drugih obalnih mest tudi, pa večkrat na teden smo se dobivali, pa prav delali smo predstave. In se mi zdi, da me je to potem tako potegnilo zaradi nekega občutka, neke kreacije, ne toliko igre. Ampak potem smo tudi imeli italijanščino tako pozno na maturi, tam res konec junija, in se mi je zdelo, moj bog, jaz si tako nimam časa sploh pripraviti mape za sprejemce na likovno, in se mi je zdelo, da AGRFT, jaz sem si ga predstavljala, tako idealizirala sem, jaz sem mislila, da so to taki ateljeji, kjer je poseben atelje za kostumografijo, poseben atelje za scenografijo, da so taki studiji, kjer se piše besedila, in sem rekla, pa to bo še bolj kreativno kot na likovni, ker v bistvu bo ful, bo v bistvu igra, pisanje, likovno ustvarjanje v smislu scenografije in kostumografije. In pol, ko sem bila sprejeta, se prav spomnim, ko sem sošolko Pijo Zemljič, enkrat, ko smo bili že par mesecev na faksu, enkrat vprašala, kje pa so te ateljeji? In ona me gleda, kakšni ateljeji? Sem rekla, te studiji za kostumografijo, scenografijo, pa o čem ti govoriš? In takrat se spomnim. Takrat se me je polotila tako res rahla tmurnost, ko sem spoznala, da to vse, kar je, tista 2 gledališka prostorčka. Tako da evo. Se mi pa zdi biti sprejet na AGRFT, vemo vsi, nima, če kaše zelo malo jih sprejmejo. Zakaj misliš, da so zbrali tebe? Kaj je bilo vseeno v tebi tistega, kar si že takrat pokazala, da te je življenje spustilo tu naprej po tej poti? Jaz sem se z Borisom Kavaco, ki je bil moj mentor, enkrat zelo dolgo, tako pozno v noč sva se zaklepetala na to temo, ne? Ker je zanimivo, veš kaj, vsak profesor je že sam po sebi, ima neke svoje, kaj mu je ljubše, kaj mu ni. In se pravi, nekdo lahko pride in ne pomeni, da ni talentiran, ampak nekako ne zarezonira z energijo tega mentorja, ki trenutno izbira
svojo generacijo. Ne? Zato se mi zdi absolutno fajn, da če nisi sprejet, probaš še naslednje leto. Ena izmed stvari je mogoče to, da vseeno tam v Izoli jaz nisem imela niti predstave, kako zelo opasni so te sprejemni izpiti. Ne? Tle v Ljubljani se mi zdi, se vseeno to bolj so se minglali, več se je o tem govorilo, takrat je bil ta gilš, vsi so hodili na te priprave in sem zato mogoče bila tudi dosti bolj neobremenjena. Pa sigurno nek ta primorski temperament tudi izstopa, bi rekla. Mislim, jaz sem bila tako, se spomnim, da sem se enega izmed monologov učila noč pred, to je tudi moja lastnost, ja. In sem nekje tako po 1/3, da sem ga pol pozabila. Se nisem spomnila več in sem jaz tako spomnim, da sem mirno rekla, no, sej pol naprej gre pa po približno istem kopitu do konca. In so se ful začeli režati, ne? Ampak moje ni to bil namen, da bi jaz tam njih zabavala ali karkoli, ampak tako nek iskren moment. V bistvu, ko tebe človek posluša, ima res občutek, da si res popolnoma pristna in popolnoma iskrena. Se veš, dosti ljudi se skriva v bistvu za maskami, ne? Zato ker si ne upajo biti to, kar so. Imaš ti feeling, da ti si to, kar si, oziroma da si upaš biti točno to, kar si in da to, kar mi dobimo ali pa doživimo od tebe, da je to pristna ti, tvoj original. Vsako leto bolj. Glih, zdaj sem en dan razmišljala med kuhanjem, kako je takrat, se pravi, jaz sem imela celo gimnazijo enega fanta, ki je bil v paralelki in so se potem nekje na polovici prvega letnika faksa razšla. In mi smo pol imeli podelitev zlatolask, to so te akademijske nagrade, in to je bil tak velik dogodek vsako leto v kinoteki, kjer smo potem pozno v noč se razvil žur in biljard in tako. In on se je pa zelo zbližal z mojim takratnim sošolcem na faksu in se spomnim, da je prišel z njim na ta event in da je pol vmes tam prišel do mene, pa mi je že to šlo, pa kaj zdaj on tle dela, mislim, to je moj večer, zdaj mi bo on tle solil pamet. In dejansko mi je rekel, kako se to obnašaš, to sploh nisi ti. In se mi je takrat zdaj res tako prav vosu. Se mi zdelo, pa kaj boš zdaj ti meni govoril, kdo jaz sem, kdo nisem. Pač ti nisi spoznal pač ta del mene. Vse to sem jaz, ne. Ampak sem prav zdaj, včeraj, sem se tega spomnila in sem razmišljala o tem in si rečeš, ja, sej res, sej vse, kar počneš, je to nek del tebe not. Ampak v resnici bi mu zdaj, če bi ga srečala, priznala, pa imaš prav. Zase nimam nikoli občutka, da imam neko veliko potrebo potem, da bi ugajala ali pa da bi bila sprejeta, da bi se za to pretvarjala, ampak me je presunilo, da vseeno sem se obnašala malo drugače, kolikor bi se mogoče res ko sem čist pomirjena sama s sabo. Kaj pa misliš, da se je zgodilo v tvojem življenju, da si prišla zdaj do teh ugotovitev, ne? Se pravi, ali pa recimo, če rečeva, kaj so te neke tvoje največje lekcije v življenju, ki so te oblikovale v to, kar si danes? Jaz mislim, da če živiš zavestno, te oblikuje vsak dan, vse, ne? Sigurno, ko dobiš otroka, otrok ti, vsaj meni je že prvi otrok vse prioritete postavil popolnoma na glavo. In neke stvari, za katere bi prej mogoče traumiral, pa bila cela drama, pa ti na kraj pameti ne pade. Kot prvo si preveč utrujen od vsega zbujanja in dojenja, mislim, kje dramatiziranje zmanjšaš res na minimum. Poklic, jaz mislim, da v vsakem poklicu zna zagustiti, igralski je sploh tako, od zunaj mogoče izgleda, kot da se to vse sam lušno, pa se skozi sam zezamo, pa ker nasploh, rečemo, igralci večinoma smo ekstrovertirani in ja, je ful enega smeha, ful enega zezanja, ampak vseeno ti imaš delovnik razdeljen, vaje so od 10 do 2, pol preden prideš domov, sploh če delaš v kakšnem teatru izven mesta, v katerem živiš, je to ful enega časa, pol imaš zvečer spet vaje od 7 do pol 11 zvečer, ali pa so predstave, ali so gostovanja, ko greš popoldne, zboliš, igramo fulkrat z vročinami,
poj se odbač, poj seveda te izuči, starejši si in rečeš, ne morem, bolan sem, ne morem. Kot mlajši so pa to tej pritiski, poglej, pa da res ne moreš enega lekadola vzeti, pa cela dvorana je že razprodana. Se mi zdi, da če začneš tako gledati na te stvari, mislim, da si res prisoten, pa da jih opazuješ, pa gledaš, je nemogoče, da te ne izučijo. Ne gre, točno tebe, ne nujno, ne gre, ne gre. Pol pa se zgodi nekaj, ne vem, ali ful zboliš, ali pa nekaj se zgodi, bam, naslednji dan je vskok. Mislim, in pol si rečeš, pa čakaj malo, ne? Ti se res navadiš potem malo bolj to poslušati in si postavljati ene meje. Bolezen, v mojem primeru je sigurno bilo eno polje, kjer sem bila prisiljena se soočiti s svojimi in strahovi, in dramami, in travmami, in vzorci. In če hočeš ven splezati kot zmagovalec, si moraš priznati, kje si šibek najprej. Ja, se pravi se pogledati tako v bistvu na nek način v ogledalo, ampak ne samo fizično, ampak tudi tako duhovno, ne? Se pravi, kdo v resnici si in se mogoče ne prestrašiti tega, ne? Ja, mislim, ker jaz sem potem s cel kup ljudmi se pogovarjala, ko so sami šli skozi podobne procese in nekateri se ful prestrašijo. Ful imajo občutek, ker ti dejansko v tem procesu spoznavanja sebe se v eni točki najprej se sebe zgubiš. Najprej greš skozi fazo, ko nimaš pojma, kdo v resnici si. Ampak je pomembna faza, ker takrat odpadejo. Mislim, ko ti greš v ta proces samo spoznavanja, začnejo odpadati vsi neki prilepljene zadeve, ki jih imaš gor. Ali so to, ne vem, neke priučene zadeve, manire, vzorci, zadeve, ki so vezane na tvojo družino. In ko ostaneš tako gol, je res srhljivo. Res srhljivo. Ampak jaz zagotavljam vsakemu, vse spleza ven. Ker si tudi mama 3 otrokom in najprej eno klišejsko vprašanje. A je težje imeti 1 ali 3? Ker si ti v bistvu tudi oboje malo izkusila, ne? 3. Zaradi tega, ker tudi tako vidim, ko si jih razdeliva, ne, mislim, Mila itak že sama, kaj počne pa tako, in če grem jaz z enim, pa Klemen z drugim, je ful bolj enostavno. Ker očitno ne glede na to, koliko si ti jim na voljo in koliko se jim razdajaš in jim daješ ljubezni, imajo oni skozi občutek, da morajo tekmovati med sabo za to. Mislim, ne znam si drugače razlagati. Ker čim smo vsi je skozi en fraker, res. In je kdaj že pa fanta, ki se sklofata na polno. Tako da, jaz bi rekla, čim imaš 2, je pol čisto vseeno, ali imaš še 3. in 4. in tako dalje. Če se pa zdaj vrnemo malo k tem, v tej starševski odgovornosti pač predati otroku najboljše stvari za naprej ali pa najbolj resnične, kaj so tiste tebi najbolj pomembne stvari, ki jih hočeš predati otrokom? Da bi se naučili slišati sebe, pa slediti svojemu srcu, svojim strastem, ne podlegati nekim normativom od zunaj, niti tako, kot se kdaj odločamo za faks, kje bom dobil najlažjo službo ali pa kaj bo finančno najbolj, ne. Poslušaj se, kaj je tvoj klic, da bi bili pošteni, da ne bi lagali, da se ne bi okoriščali na plečih drugih, da bi znali biti ranljivi, da bi si upali hoditi po svetu z odprtim srcem, da bi vedno znali prisluhniti, da ni to, kar je danes tako pogosto, jaz. Da se zavedaš svoje vrednosti, da si v bistvu center svojega vesolja, ampak da so okrog še drugi planeti, ki so enako pomembni kot ti. Da bi znali priskočiti na pomoč vsakič, ko vidijo, da je nekdo tega potreben. Take stvari. Ko si glih omenila ranljivost, ne? Se pravi, da si dovoliš biti ranljiv, hoditi z odprtim srcem. To je v bistvu zelo težko, ne? Danes, ker recimo sploh, ko si mlad, doživiš tudi neke šoke,
ker kot otrok itak hodiš z odprtim srcem in potem se zgodijo neke stvari, ki ti to srce dostikrat zaprejo. Mislim, se mi zdi, da zelo redko danes najdeš odraslega človeka, ki mogoče še ni do tega procesa skozi, da bi se vrnil nazaj k odprtemu srcu, da bi bil kar sam po sebi odprt. Ne? Kak si ti v bistvu sebe prepričala v to, da je to pa vseeno najboljši? Ker če hočemo to predati otrokom, moramo sami biti taki. Ne? Jaz mislim, da sem od nekdaj hodila po svetu tako. Kvečjemu imam občutek, da nikoli nisem srca zares zaprla, sem kvečjemu razvila zelo močne mehanizme obrambe. Ne? Da me vse tako močno sem začutila in sem potem znala tudi zasekati nazaj. Sem pa eno zelo fino metodo spoznala v teh letih, zdaj tega samoozdravljanja. En ameriški zdravnik, on je zdravnik splošne medicine, ali je mogoče celo specializiran za nekaj, ne vem, ampak je enkrat se mu kar tako med delom s pacienti, so se mu malo, kot da bi se mu en kanal odprl, pa on ful ni zaupal v to, ampak je tako začelo se nekaj downloadati in je dobil neka navodila in je začel to delati in dejansko je potem blazne spremembe opazil pri ljudeh. In ko sem jaz poslušala ta predavanja z njim, se nekaj, pa to se sliši ful zanimivo, grem jaz sprobat. In sem poiskala tam na spletni strani, sem videla, da njegova ekipa tudi dela in mi je bilo všeč, ker imaš možnost, se pravi, ali v živo, to je meni odpadlo, ker so v Ameriki, ali da se slišiš preko telefona, Zooma, Skypa, ali pa kar tako, se pravi, da ti sam njim napišeš in oni v bistvu, ko naredijo terapijo, ti napišejo na mail, kaj vse so odstranili. In sem rekla, jaz bi to, da se ne zafrkavam s temi urami, pa potem se slišati in tako. In je noro. Jaz, se pravi, najprej sem si dala v 3 teh sešnih odstraniti prav ta heart wall. In je bilo že tako po prvi seansi res en občutek, kot da bi na širše zadihal. Ok, jaz sem res ful senzibilna, pa zaznavam ta polja, ampak pol pa res tako, in zanimivo je bilo, ker si jaz nisem šla prav brati o tem, kaj ta heart wall naredi, pol sem šla naknadno. In da začneš dosti bolj čutiti radost, da dosti bolj začneš čutiti stvari, ki te drivajo, ki so ti strast, ki so ti tako, dosti bolj v bistvu začnejo stvari tudi k tebi hoditi, ker imaš polje odprto. Je pa pol bilo ful grozno, ker ko mi je pa popolnoma ga sčistil, sem pa imela en tak občutek, tako kar nekaj dni in nisem znala povezati s čim, kot da me vse duši, tako mi je bilo težko, tako mi je bilo, tesnoba, vsega, dobro, kaj zdaj to vraga milega, ne? To smo spucali, nikoli v lifeu mi ni toliko zdaj. In sem šla pol v ful globoko meditacijo, se nekaj, da dobim odgovor, kaj je. In je prišlo prav to, da imam zdaj pa toliko odprto polje, da v bistvu zaznavam to neko kolektivno. Ne, na kolektivni je pa ogromno v bistvu in strahu, in tega nekega občutka nesigurnosti. In sem pol rabila tako kar skoraj en teden, da sem to balansirala, da sem se naučila postaviti, kje je moje, kje ni in kje postavim to mejo. Kar se meni zdi zanimiva informacija iz tega je tudi, da pač to, da imamo na nek način tu neko pregrado, je resnica, ker mi cel čas mislimo, da mi si želimo cel čas biti odprti, mi si želimo radost sprejeti, želimo si vse te stvari, ampak kar ne gre. In očitno, tako kot si zdaj povedala, v bistvu obstaja skoraj kot neka fizična pregrada, ki je pač na različne načine sigurno možno pač odstraniti. Samo je treba se najprej priznati, da to pač tukaj je, ne? Načinov je ogromno. V enem momentu lahko tudi sam začneš te stvari delati. Najprej si moraš priznati, da je, preden lahko sploh v karkoli stopiš. Pri tej metodi mi je bilo najbolj zanimivo to, ker ti napišejo emocija, ki je bila zastala in leto, ko si jo pridelal. In sem jaz šla pol po spominu nazaj, noro, kako se upada. Tako, res. Če bi te za konec samo še vprašala glede tvojih pravljic, ki so zdaj tvoja v bistvu najnovejša stvaritev, srčno so prišle na svet, da tako rečem, kako je prišlo do njih, kaj je njihovo poslanstvo in kje jih lahko najdejo ljudje? Beseda je meni zelo ljubo sredstvo
In v bistvu v tem času, ko sem jaz dobila diagnozo, sem morala večino projektov zavrniti, ker sem res rabila fokus in energijo za zdravljenje. In najmlajši Lev, ko sem jaz dobila diagnozo, on bil star, 8 mesecev, tako da me on kot ustvarjalke praktično ni poznal. Zelo redko kdaj tako kakšno risanko, ampak kaj več pa ni videl, ker Ru je z mano v filmu igral, Mila je z mano v filmu igrala, ogromno predstav sta videla. In potem sem videla, koliko jim pomeni, ko Klemen vsakič kaj novega naredi, tako, ko ga gledajo ne samo kot očeta, ampak očeta ustvarjalca. In potem sem rekla, dej, kaj bi zdaj za njih, da me ne izčrpa, ampak da jim pomeni, da dobi Lev tudi ta del mene. In potem sem rekla, kaj če bi jaz te pravljice, ki se mi valjajo po predalih, vse so nekaj na pol napisane, da jih sfiniširam, pa da jih pošljemo v svet. In evo, to je bil nek tak povod. Zgodbe so pa seveda take, to, kar sem jaz svojim otrokom pripovedovala, pa si za njih izmišljevala, tako da nosijo neke nauke, ki jih jaz kot mama želim, naprimer, na njih prenesti. Evo. Na spletni strani založbe Kiara, kjer so išle. Tako. Mojca, hvala ti za tvoj srčni pogovor, zelo mi je bilo všeč. Meni je vedno fajn, ko najdemo en taki moment sredi dneva in odpremo take teme, o katerih bi se lahko zdaj še sicer ure in ure pogovarjale, ampak se mi zdi, da bo za danes to super, da gledalcem v bistvu odpreva srce, toliko, kolikor je pač možno, za toliko, koliko pa čutite, da ni možno, pa poiščite pot, da zrušite to steno, ki v bistvu zadržuje čiste poti in kanale. Ja, hvala tebi za povabilo. Vse lepo. Čau. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.